Velikonočna vigilija, ki jo bomo vsak čas začeli jemati vseh vigilij. To je noč, ko v molitvi, premišljevanju Božje besede in ob petju pričakujemo Kristusov prehod iz smrti v življenje. Ko bedimo, naj bi bili podobni ljudem s prižganimi svetilkami, ki čakajo gospodarja, kdaj se vrne, da jih posadi za mizo in jim sam postreže, če jih najde čuječe. Obrede Velike sobote sestavljajo 4 deli: slavje luči, besedno bogoslužje, krstno bogoslužje in višek vsega evharistično bogoslužje. To bo prva velikonočna maša, za katero je sveti Hipolij Rimski pravil, da je za vse kristjane velika radost, čast, jed in sladkost. Zunaj bo gospod župnik blagoslovil ogenj in z njim prižgal velikonočno svečo, ki predstavlja vstalega Kristusa. Luč je zasvetila v temi in življenje je premagalo smrt. Svečo bo nato slovesno prinesel v sprevodu v cerkev in 3-krat zapel z vedno višjim glasom Kristusova luč. Odgovarjali bomo: Bogu hvala. Ob prvem vzkliku Kristusova luč najprej ob velikonočni sveči prižgajo svoje sveče ministranti, ob drugem vzkliku celotna cerkev, ob tretjem se prižgajo tudi luči v cerkvi. Ko bo sprevod z velikonočno svečo prišel v cerkev, bomo vsi vstali. Dragi bratje in sestre, v tej presveti noči je naš Gospod Jezus Kristus prešel iz smrti v življenje. Zato cerkev po vsem svetu vabi svoje sinove in hčere, naj to noč bedijo in molijo. Če bomo tako obhajali spomin Jezusove smrti in vstajanja, poslušali Božjo besedo ter se udeležili Božje skrivnosti, smemo upati, da bomo deležni tudi Kristusove zmage nad smrtjo in z njim večnega življenja v Bogu. Molimo. Vsemogočni Bog, Oče luči, po svojem Sinu si prinesel vernikom sijaj svoje slave. Blagoslovi ta novi ogenj in nam podeli, naj nam ti velikonočni prazniki tako razvnamejo hrepenenje po nebesih, da se bomo popolnoma prenovili in prišli v slavo večne velike noči. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Kristus včeraj in danes, začetek in konec, alfa in omega. Njegovi so časi in vekovi, njemu slava in oblast vekomaj. Amen.
po svojih ranah, svetih in slavnih, naj nas varuje in ohranja Kristus Gospod. Amen. Amen. Svetloba slavno stalega Kristusa naj prežene temine srca in duha. Kristusova luč. Kristusova luč.
Hristusova luci. Veseli se zdaj nebeška množica angelov, veselite se Božji služabniki in ob zmagi tako velikega kralja naj zadonijo mogočni glasovi. Veseli se tudi vsa zemlja, ožarjena s takim sijajem in razsvetljena od bleska večnega kralja. Naj začuti, da je tema z vesoljnega sveta pregnana. Veseli se tudi Mati Cerkev, okrašena sijajem tako svetle luči, in to svetišče naj odmiva od veselega vzklikanja množic. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobinja pravično, da nevidnemu Bogu vsemogočnemu očitu in njegovemu edinorojenemu Sinu, našemu Gospodu Jezusu Kristusu, iz vse moči srca in duše in na ves glas pojemo slavo. On je namreč za nas večnemu očitu Adamov dolg poplačal in z drago krvjo izbrisal zadolžnico prastare krivde. Slavimo namreč velikonočne praznike, ko je zaklano tisto pravo jagnje, ki so z njegovo krvjo posvečeni domovi vernikov. To je noč, ko si naše očite Izraelove sinove nikdaj iz Egipta izpeljal in jim skozi Rdeče morje dal iti kakor po suhi poti. To je torej noč, ki je svetlobo ognjenega stebra pregnala temo grehov. To je noč, ki nocoj po vesoljnem svetu rešuje teme greha in hudobije sveta tiste, ki verujejo v Kristusa, jih posvečuje v očitovi ljubezni in jih združuje v občestvo svetih. To je noč, v kateri je Kristus zdrobil verige smrti in kot zmagovalec stal od mrtvih.
O, kako čudovito na svojem usmiljenju ceniš. O, kako nedoumljiva je tvoja ljubezen, da rešiš sužnja, si daroval sina. O, zares Adamov grih je bil potreben, da je bil izbrisan s Kristusovo smrtjo. O, srečna krivda, ki je bila vredna imeti takega in tako velikega odrešenika. Ta sveta velika noč preganja zlobo, izmiva krivdo, vrača grešnim nedolžnost in žalostnim veselje. O, zares presrečna noč, v kateri se zemlja druži z nebesi in človek z Bogom. Tej milostni noči torej sprejmi, sveti Oče, to večerno daritev, ki ti jo sveta Cerkev daruje po rokah svojih služabnikov, slovesnem prinašanju sveče, ki je delo marljivih čebel in znamenje nove luči. Prosimo te torej, Gospod, naj ta sveča posvečena tebi to noč razsvetljuje brez pojimanja, naj ti bo prijetna in se prelije v nebeško svetlobo. Njene pramene naj najde zvezda danica. Tista danica, pravim, ki nikoli ne zaide. Kristus, tvoj sin, ki se je vrnil od mrtvih, jasno zasvetil človeškemu rodu in živi in kraljuje vekomaj. Ugasnimo sveče in sedimo. Branje Božje besede je bistvena sestavina velikonočne vigilije. Prebirali bomo glavne odlomke iz zgodovine odrešenja, ki se vije preko prvega greha, obljube očakom, izhoda iz Egipta, pa vse do učlovečenja Jezusa Kristusa, ki je alfa in omega celotne zgodovine. Gospod župnik nas bo najprej opozoril na pomen tega branja. Poslušali bomo 3 odlomke iz Stare zaveze, po vsakem bo psalm in molitev. Nato se bo zapela slava. Takrat se bodo spet oglasile orgle in zvonovi. Po brilu iz Nove zaveze pa bo zadonela aleluja. Dragi bratje in sestre, slovesno smo začeli ob velikonočno vedenje, sedaj pa v tihoti srca poslušajmo Božjo besedo. Premišljujmo, kako je Bog v prejšnjih časih reševal svoje ljudstvo. V teh dneh pa nam je poslal svojega sina kot odrešenika. Molimo, da Bog to velikonočno delo odrešenja v nas dopolni. Berilo iz prve Mojzesove knjige. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Zemlja pa je bila pusta in prazna, tema se je razprostirala nad globinami in duh Božji je vel nad vodami. Bog je rekel, bodi svetloba, in nastala je svetloba. Bog je videl, da je svetloba dobra, in Bog je ločil svetlobo od teme, in Bog je svetlobo imenoval dan, temo pa je imenoval noč.
In bil je večer in bilo je jutro, prvi dan. Bog je rekel: bodi obok sredi voda in naj loči vode od voda. In Bog je naredil obok in ločil vode, ki so bile pod obokom, od voda nad obokom. Zgodilo se je tako. Bog je obok imenoval nebo. In bil je večer in bilo je jutro, drugi dan. Bog je rekel: vode pod nebom naj se zberejo na en kraj in prikaže naj se kopno. Zgodilo se je tako. Bog je kopno imenoval zemljo, zbrane vode pa je imenoval morje. Bog je videl, da je dobro. Nato je Bog rekel: zemlja naj požene zelenje, rastlinje, ki daje seme, in drevje, ki na zemlji rodi sadje s semenom po svoji vrsti. Zgodilo se je tako. Zemlja je pognala zelenje, rastlinje, ki daje seme, in drevje, ki rodi na zemlji sadje s semenom po svoji vrsti. Bog je videl, da je dobro. In bil je večer in bilo je jutro, tretji dan. Bog je rekel: naj bodo luči na nebesnem oboku, ločujejo naj dan od noči, in naj bodo znamenja za čase, dneve in leta. Naj svetijo na nebesnem oboku in razsvetljujejo zemljo. Zgodilo se je tako. Bog je naredil dve veliki luči. Večjo luč, ki naj gospoduje dnevu, in manjšo luč, ki naj gospoduje noči, ter zvezde. Bog jih je postavil na nebesni obok, da bi razsvetljevale zemljo. Gospodovale naj bi dnevu in noči in ločevale svetlobo od teme. Bog je videl, da je dobro. In bil je večer in bilo je jutro, četrti dan. Bog je rekel: živa bitja naj mrgolijo v vodah in ptice naj letajo nad zemljo pod nebesnim obokom. Bog je ustvaril velike morske živali in vsa živa bitja, ki se gibljajo in mrgolijo v vodah po njihovih vrstah, in vse krilate ptice po njihovih vrstah. Bog je videl, da je dobro. In Bog jih je blagoslovil in rekel: plodite se in množite, napolnite vse morsko vodovje, in ptice naj se množijo na zemlji. In bil je večer in bilo je jutro, peti dan. Bog je rekel: zemlja naj rodi živa bitja po njihovih vrstah, živino, laznino in zveri zemlje po njihovih vrstah. Zgodilo se je tako. Bog je naredil zveri zemlje po njihovih vrstah, živino po njenih vrstah in vso laznino na zemlji po njenih vrstah. Bog je videl, da je dobro. Bog je rekel: naredimo človeka po svoji podobi, kot svoj lik. Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril. Moškega in žensko je ustvaril. Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita. Gospodujta ribam v morju in pticam na nebu, ter vsem živalim, ki se gibljajo po zemlji. Bog je rekel: glejta, dajem vama vse zelenje s semenom, ki raste po vsej zemlji, in vse sadno drevje, katerega sadje nosi seme. Naj vama bo v hrano. Vsem živalim na zemlji, vsem pticam na nebu, vsemu, kar se giblje po zemlji in ima v sebi življenje, dajem v živež vse zelene rastline. Zgodilo se je tako. Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro. In bil je večer in bilo je jutro, šesti dan. Tako sta bila narejena nebo in zemlja in vsa njuna vojska. Sedmi dan je Bog dokončal delo, ki ga je naredil, in počival je sedmi dan od vsega dela, ki ga je storil. To je Božja beseda. Pošli svojega
Vsemočni večni Bog, velik si v svojih delih. Vsi odrešeni naj spoznajo, da je bilo stvarjenje sveta čudovito delo, še čudovitejše pa ob dopolnitvi časov odrešenje sveta, z daritvijo našega velikonočnega jagnjeta Kristusa, ki živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz 2. Mojzesove knjige. Tiste dni je Gospod rekel Mojzesu: kaj vpiješ k meni? Ukaži Izraelovim sinovom, naj se odpravijo. Ti pa povzdigni palico in stegni roko nad morje in ga razdeli, da bodo šli Izraelovi sinovi po suhem sredi morja. In jaz bom zakrknil srca Egipčanom, da pojdejo za njimi. Potem bom pokazal svoje veličastvo nad faraonom in vso njegovo vojsko, nad njegovimi vozovi in konjeniki. Egipčani bodo spoznali, da sem jaz Gospod, ko pokažem svoje veličastvo nad faraonom, nad njegovimi vozovi in konjeniki. Tedaj se je premaknil Božji angel, ki je hodil pred Izraelovo vojsko in se postavil za njimi. In premaknil se je oblačni steber, ki je bil pred njimi in se postavil za njimi. Tako je prišel med egiptovsko in izraelsko vojsko. Bil je oblak in tema, vendar se je svetlikalo v noči in vso noč se niso približali drug drugemu. Tedaj je Mojzes stegnil roko nad morje in Gospod je gnal morje z močnim vzhodnim vetrom vso noč nazaj. Iz morja je naredil suho zemljo in vode so se razdelile. Izraelovi sinovi so šli sredi morja po suhem in vode so jim bile kakor zid na desni in levi. Egipčani so jih zasledovali in šli za njimi v sredo morja. Vsi faraonovi konji, njegovi vozovi in konjeniki. Ob jutranji straži je Gospod v ognjenem in oblačnem stebru pogledal na egiptovsko vojsko in jo zbegal. Zaviral je kolesa njihovih voz in jim tako oteževal vožnjo. Tedaj so Egipčani rekli: bežimo pred Izraelom, kajti Gospod se bojuje zanje proti Egipčanom. Potem je Gospod rekel Mojzesu: stegni roko nad morje, da se vode vrnejo na Egipčane, na njihove vozove in konjenike. Mojzes je stegnil roko nad morje in morje se je ob jutranji zori vrnilo na svoje navadno mesto, medtem ko so Egipčani bežali proti njemu. Tako je Gospod pognal Egipčane v sredo morja. Vode so se vrnile in zagrnile vozove in konjenike in vso faraonovo vojsko, ki je prišla za njimi v morje. Niti eden izmed njih ni ostal. Izraelovi sinovi pa so šli po suhem sredi morja in vode so jim bile kakor zid na desni in levi. Tako je Gospod tisti dan rešil Izraelce iz rok Egipčanov. In Izrael je videl Egipčane mrtve na morskem obrežju. Ko je Izrael videl mogočno roko, ki jo je Gospod pokazal nad Egipčani, se je ljudstvo zbalo Gospoda in zaupalo Gospodu in njegovemu služabniku Mojzesu. Tedaj so Mojzes in Izraelovi sinovi peli Gospodu tole pesem.
Gospod naš Bog, čudeže stare zaveze nam otkrivaš v luči nove zaveze. Rdeče morje je podoba svetega krsta, rešitev ljudstva iz sužnosti pa znamenje krščanskih zakramentov. Daj, da bi si vsi ljudje po veri pridobili pravico izvoljenega naroda in se prerodili v svetem duhu, po Kristusu našem Gospodu. Berilo iz knjige preroka Ezekijela. Prišla mi je Gospodova beseda rekoč: Sin človekov, ko je Izraelova hiša še prebivala na svoji zemlji, so jo oskrunjali s svojim ravnanjem in svojimi deli. Tedaj sem izlil svoj srd nanje zaradi krvi, ki so jo prelili v deželi, in zaradi malikov, s katerimi so jo oskrunili. Razkropil sem jim med narode in razsejani so bili po deželah. Po njihovem ravnanju in po njihovih delih sem jih sodil. Ko pa so prišli k narodom, so, kakorkoli so prišli, oskrunili moje sveto ime, ker so o njih govorili. Gospodovo ljudstvo so, pa so morali oditi iz svoje dežele. Tedaj mi je bilo žal mojega svetega imena, ki ga je Izraelova hiša oskrunila med narodi, kamor je prišla. Zato reci Izraelovi hiši, tako govori Gospod Bog: ne bom posegel zaradi vas, Izraelova hiša, temveč zaradi svojega svetega imena, ki ste ga oskrunili med narodi, kamor ste prišli. Svoje veliko ime, ki je bilo oskrunjeno pri narodih in ste ga oskrunili med njimi, bom posvetil. Tedaj bodo narodi spoznali, da sem jaz Gospod, govori Gospod Bog. Ko se bom v njihovih očeh izkazal svetega med vami, vzamem vas izmed narodov, vas zberem iz vseh dežel in vas spet pripeljem v vašo deželo. Pokropim vas čisto vodo, da boste očiščeni. Vseh vaših nečistosti in vseh vaših malikov vas očistim. Dam vam novo srce in novega duha položim v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega mesa in vam dam meseno srce. Svojega duha denam v vašo notranjost in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali. Prebivali boste v deželi, ki sem jo dal vašim očetom, in boste moje ljudstvo in jaz bom vaš Bog. Poslušali smo Božjo besedo. Oh
Bog večna modrost, po knjigah obeh zavest nam odkrivaš smisel praznovanja velike noči. Daj nam doumeti Tvoje usmiljenje, da nas bodo sedaj prijete milosti okrepile v upanju na prihodnje dobrine. Po Kristusu našem Gospodu. Slava Bogu na višavah. Večni Bog, to presveto noč razsvetljuješ slavo Gospodovega vstajenja, zbudi v svoji cerkvi duha posinovljanja, da ti bomo telesno in duhovno prerojeni služili s čistim srcem. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilom iz pisma apostola Pavla Rimljanov. Bratje in sestre, vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, smo bili krščeni v njegovo smrt. S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novega življenja. Če smo namreč z njim zraščeni v podobnosti njegove smrti, bomo tudi v podobnosti njegovega vstajenja.
Vemo, da je bil naš stari človek križan z njim vred, da bi bilo telo greha uničeno in da bi mi več ne hlapčevali grehu. Kdor je namreč umrl, je upravičen greha. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli. Saj vemo, da Kristus, potem ko je ostal od mrtvih, več ne umre. Smrt nad njim nima več oblasti. Kajti kar je umrlo zaradi greha enkrat za vselej. Kar pa živi, živi Bogu. Tako tudi vi mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga v Jezusu Kristusu. Božja beseda. Alleluia. 'Alleluia. 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 '
Svetega Evangelija po Mateju. Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna, sta prišla Marija Magdalena in druga Marija pogledat grob. In glej, nastal je močan potres, kajti Gospodov angel je prišel iz nebes. Pristopil je in odvalil kamen ter sedel nanj. Videti je bil kakor blisk in njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg. Od strahu pred njim so stražarji ustrepetali in bili kakor mrtvi. Angel pa je nagovoril ženi: ne bojte se, vem, da iščeta Jezusa križanega. Ni ga tukaj, vstal je, kakor je rekel. Stopita sem in poglejta kraj, kamor so ga položili. Hitro pojdita in povejta njegovim učencem, vstal je od mrtvih. Pred vami pojde v Galilejo, in tam ga boste videli. Glejta, povedal sem vama. Hitro so zapustili grob in s strahom ter velikim veseljem stekli sporočit njegovim učencem. In glej, naproti me je prišel Jezus in rekel: pozdravljeni. Oni dve sta pristopili, mu objeli noge in se mu poklonili. Tedaj jim je Jezus rekel: ne bojta se, pojdita in sporočita mojim bratom, naj gredo v Galilejo, tam me bodo videli. Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, velikonočna vigilija, v kateri smo, je v celoti sestavljena pravzaprav kot odrešenska zgodovina. Vstopili smo v cerkev, ko je bila tema. Če se spomnimo prvega berila na začetku, v začetku je bila svetloba, ampak pred svetlobo je bila pa tema. Kot da bi se tudi naša liturgija pravzaprav odvijala tako, kot se je odvijalo ustvarjanje sveta, pa ne samo ustvarjanje sveta, ampak tudi zgodovina človeštva. Torej začeli smo s stvarjanjem. Potem smo po Božji besedi poslušali, kakšna velika dela je Bog storil skozi zgodovino. Kako so bili Izraelci rešeni iz egiptovske služnosti. Kako po preroku Ezekielu pravi, vsi čudeži, ki se dogajajo, se na nek način zato, da bi tudi mi verovali. In prišli smo do evangelija, do trenutka, ko Jezus vstane od mrtvih. Pa še vedno je to pravzaprav zgodovina. Še vedno je to nekaj, kar se je zgodilo vsaj 2000 let nazaj. Mi pa smo danes tukaj. In zato smo prišli do trenutka tudi v liturgiji, ko bomo obnovili svoje krstne zaobljube. Ko nas bo Gospod vprašal, kaj pa ti? Kaj pa ti veruješ? Kaj pa ti nosiš v sebi? Zgodovina je jasna. Zgodovina je vse zapisano. Tisto, kar mi verujemo, tistega pa zaenkrat še nismo zapisali oziroma si moral vsak sam dati odgovor, predvsem pa potrditev strani svojega življenja. Kakšna pravzaprav velika stvar je bilo Jezusovo vstajanje od mrtvih, kakšna revolucija bi lahko rekli,
Tega si verjetno niti ne znamo predstavljati. Pa vendar bom skušal dati samo eno prispodobo. V teh dneh verjetno vsi, ki smo šoferji, ki rabimo avtomobile, z zaskrbljenostjo gledamo na bencinske črpalke, ne samo, a bo benzin ali ga ne bo, ampak tudi kako cena raste. A si predstavljamo, da bi nam nekdo ponudil zdajle motor, ki bi šel na slano vodo, na morsko vodo? Morja je res veliko, ampak mislim, da bi ga začelo zmanjkovati. Ker bi si rekel, to pa je nekaj. Kakšna rešitev pravzaprav za našo tehnološko, za naš tehnološki napredek, za naša potovanja, za naše, koliko skrbi bi odpadlo. Nič več ne bi gledali, a je, a ni, kakšna je cena, morja imamo še in še. Ampak tako, kot bi recimo nekaj takšnega pomenilo na tehničnem področju, izum motorja na slano vodo, pa mogoče enkrat pridemo celo do tega, zakaj pa ne, tehnika napreduje, bi lahko rekli, da je to, da je Kristus vstal od mrtvih, da je podaril tisto mejo, v katero bomo se vsi zaleteli enkrat, ampak ki je hkrati rekel, ja, umret bo treba, ampak to ni zadnja postaja. Življenje gre naprej. Če smo v strahu pred smrtjo, s koliko večnim zaupanjem, s koliko večnim na nek način veseljem se človek potem uprime ene takšne novice, enega takšnega sporočila. Kajti, ja, to je tisto, kar iščem, to je tisto, kar rabim, to je tisto, kar prežene skrbi srca in duha iz našega življenja. Smrt nima več zadnje besede. In to je sporočilo velike noči. Kristus je odprl vrata večnosti. Kristus nam je znova omogočil pot, da se vrnemo nazaj v nebesa, v nebeški raj, kjer nas on pričakuje. Kristus nam je znova na nek način dal možnost, da odložimo starega človeka in si oblečemo tistega novega, ki ga je Gospod sam podaril. To smo naredili pri Svetem krstu. In to delamo vedno znova, ko obnavljamo svojo pripadnost Gospodu. Ne bo tudi današnja izpoved vere, današnja obnovitev krstnih obljub, resnično dejanje vere, tista obljuba Gospodu, Gospod, želim ti služiti, želim biti tvoj, želim na nek način uresničevati to, kar me ti učiš, želim biti tvoj učenec, da danes, v tem času, v tem trenutku, na tem kraju in prostoru, kamor si me dal, želim biti tvoj. Potem velika noč ne bo več skoraj spomin na preteklost, spomin na tisto, kar se je dogajalo nekoč, ampak bo postalo dogajanje danes, tukaj, med nami, bo postalo dogajanje vere, veselja in upanja. In to upanje, to veselje, ta vera, ki jo Gospod potrjuje s svojo prisotnostjo, naj nam pomaga, ne samo danes, ko je lepo, ampak predvsem tudi takrat, ko nam bo težko, ko se bomo znašli na tleh, ko bomo obupovali nad samim seboj. Gospod ne obupa, ampak nam vedno znova govori, vstani, jaz sem te odrešil, tudi ti boš odrešen. Amen. Sledi tretji del velikonočne vigilije, krstno bogoslužje. Prva cerkev je samo v tej presveti noči delila zakrament svetega krsta. Z vstajenjem od mrtvih se je začelo naše novo življenje, v katerega smo bili poklicani pri krstu. Sedaj nas bo gospod župnik povabil, da s petjem litanij vseh svetnikov prosimo za vse nas, ki smo krščeni, ter za tiste, ki se bodo v tem letu pridružili našemu občestvu, da bi znali živeti iz krstne milosti. Med petjem litanij stojimo. Po litanijah bo sledil blagoslov krstne vode, ki se bo v velikonočnem času uporabljala za krst. Blagoslov nas uvaja v bogato simboliko vode, ki nas očiščuje in nam daje življenje. Dragi bratje in sestre, skupno prosimo, naj vsemogočni Bog svojo milostjo prerodi za Božje otroke vse, ki bodo pri tem krstnem studencu prijeli sveti krst. Gospod, usmili se. Gospod,
usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Sveta Božja Mati Marija, Prosi za nas. Sveti Mihail, Prosi za nas. Sveti Božji angeli, Prosite za nas. Sveti Janez Krstnik, Prosi za nas. Sveti Jožef, Prosi za nas. Sveti Peter in Pavel, Prosite za nas. Sveti Andrej, Prosi za nas. Sveti Janez, Prosi za nas. Sveta Marija Magdalena, Prosi za nas. Sveti Štefan, Prosi za nas. Sveti Ignacij Antiohijski, Prosi za nas. Sveti Lovrenc, Prosi za nas. Sveta Perpetua in Felicita, Prosite za nas. Sveta Neža, Prosi za nas. Sveti Gregor, Prosi za nas. Sveti Avguštin, Prosi za nas. Sveti Atanazij, Prosi za nas. Sveti Bazilij, Prosi za nas. Sveti Martin, Prosi za nas. Sveti Benedikt, Prosi za nas. Sveti Ciril in Metod, Prosite za nas. Sveti Frančišek in Dominik, Prosite za nas. Sveti Frančišek Saveri, Prosi za nas. Sveti Janez Vianney, Prosi za nas. Sveta Katarina Sienska, Prosi za nas. Sveta Terezija Velika, Prosi za nas. Blaženi Anton Martin Slomšek, Prosi za nas. Blaženi Alojzij Grozde, Prosi za nas. Blažene drinske mučenke, Prosite za nas. vsi Božji svetniki in svetnice, Prosite za nas. bodi nam milostljiv, Reši nas, o Gospod. vsega hudega, Reši nas, o Gospod. vsega griha, Reši nas, o Gospod. večne smrti, Reši nas, o Gospod. po svojemu človečenju, Reši nas, o Gospod. po svoji smrti in svojem stajenju, Reši nas, o Gospod. po prihodu Svetega Duha, Reši nas, o Gospod. mi grešniki, Prosimo te, sliši nas. posveti svojo milostjo to vodo, da se bodo iz nje rodili tvoji otroci. Prosimo te, sliši nas. Jezus,
Sin živega Boga, Prosimo te, sliši nas. Kristus, sliši nas. Kristus, sliši nas. Kristus, usliši nas. Kristus, usliši nas. Gospod Bog, po sakramentalnih znamenjih čudovito učinkuje tvoja nevidna moč. Na različne načine si pripravil vodo, da bi izražala krstno milost. Tako je Božji duh že ob začetku sveta plaval nad vodami, da bi voda že tedaj prejela posvečevalno moč. Neke vrste prerojenje si nakazal tudi v vesoljnem potopu, ko se je po skrivnosti iste prvine končala pregreha in začela krepost. Potem si popeljal Abrahamove sinove po suhi poti prek Rdečega morja, da bi ljudstvo rešeno faraonove sužnosti bilo podoba krščenega ljudstva. Končno je Janez v jordanski vodi krstil tvojega sina. Sveti Duh ga je mazilil in ko je visel na križu, je obenem s krvjo iz njegove strani pritekla tudi voda. Po svojem ustajenju pa je dejal svojim učencem: pojdite in učite vse narode in jih krščujte v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Zato pogledal Bog na svojo cerkev in ji odpri studenec krstne vode. Ta voda naj prejme od Svetega Duha milost tvojega edinorojenega Sina, da bi človeku, ki si ga naredil po svoji podobi, sakrament krsta izmil staro pregreho in ga iz vode in Svetega Duha priklical v novo mladost. V spomin na krst, ki smo ga prejeli, bomo sedaj obnovili krstne obljube. Gospod župnik nas bo povabil, naj se odpovemo hudemu duhu in izpovemo vero. Odgovarjamo v ednini, se odpovem in verujem. Ta čas imamo v rokah prižgane sveče in stojimo. Po obnovitvi krstnih obljub in izpovedi vere nas bo duhovnik pokropil s krstno vodo, mi pa se v spomin našega krsta pokrižamo. Naj pride, prosimo, Gospod, na to vodo, po tvojem Sinu moč Svetega Duha, da bi vsi, ki so bili s Kristusom pokopani po krstu v smrt, z njim ustali v življenje, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Dragi bratje in sestre, tudi mi smo bili z velikonočno skrivnostjo po krstu pokopani s Kristusom v smrt,
da bi z njim živeli Božje življenje. Zato po končanem 40-dnevnem spokornem času obnovimo obljube svetega krsta, s katerimi smo se nekoč odpovedali hudemu duhu in njegovim delom in obljubili, da bomo Bogu služili v sveti katoliški cerkvi. Zatorej vas vprašam, se odpoveste grehu, da boste živeli v svobodi Božjih otrok? Se odpoveste zapeljivosti zla, da bi vam ne gospodoval greh? Se odpoveste hudemu duhu, ki je začetnik in vzrok greha? Verujete v Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje? Verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, našega Gospoda, ki je bil rojen iz Device Marije, umrl in bil v grob položen, vstal od mrtvih in je sedaj v Božji slavi? Verujete v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše vstajenje in večno življenje? Vsemogočni Bog, Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, nas je prerodil iz vode in Svetega Duha in nam podelil odpuščanje grehov. Naj nas varuje s svojo milostjo v Jezusu Kristusu, našem Gospodu, za večno življenje. Amen. Dragi bratje in sestre, v tej sveti noči se veselimo Kristusovega vstajenja in svojega prerojenja v krstu. Prosimo nebeškega Očeta. Človeka si ustvaril po svoji podobi in sličnosti, naj v novokrščenih zažari tvoja podoba. Izraelce si rešil egiptovske sužnosti, reši svoje ljudstvo sužnosti greha. Pokropil si naš čisto vodo in nam dal novo srce in novega duha. Naj te v krstu prerojeni slavimo in se ti zahvaljujemo. Svojega sina si obudil od mrtvih in ga postavil za glavo cerkve. Naj odslej živimo v prepričanju, da živi in deluje med nami. S Kristusovim vstajanjem si odrešil vse človeštvo. Naj vsi ljudje vstanejo iz sužnosti greha v svobodo Božjega otroštva. S krstom sprejemaš naše človeške otroke in jih narediš za svoje posinovljence. Naj bodo vsi novokrščenci iz naše župnije zvesti krstnim obljubam. Veselimo se Kristusa, zmagovalca smrti in od mrtvih vstalega. Naj se z njim veselijo zmage nad smrtjo tudi vsi naši rajni. Vsemogočni Bog, gospodar življenja in smrti, usliši naše prošnje in prenovi človeštvo velikonočne skrivnosti Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Pričela se bo evharistična daritev. Potem, ko smo v četrtek praznovali spomin na postavitev Evharistije in ko na Veliki petek nismo obhajali svete daritve, smo v veselju, da je Kristus vstal od mrtvih, spet zbrani okoli njegovega oltarja. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz svojih rok, čast svojemu imenu, blagor tudi nam, vsej svoji sveti cerkvi. Večni Bog, sprejmi s temi darovi tudi prošnje svojega ljudstva, kar se je začelo v teh velikonočnih skrivnostih, naj nam bo po Tvoji moči vzdravilo za večnost, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da Tebe, Gospod, vedno slavimo. Slovesneje pa Te hvalimo ta noč, ko je bilo darovano
naše velikonočno jagnje Kristus. On je pravo jagnje, ki je odvzelo grehe sveta. Svojo smrtjo je uničil našo smrt in nam svojim stajanjem obnovil življenje. Zato se v velikonočnem veselju raduje v svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepivajo hvalnico Tvoje slave in mi z njimi pojemo. Dobri Oče, po Tvojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, te ponižno prosimo, sprejmi in blagoslovi te svete in čiste darove. Darujemo jih predvsem za Tvojo sveto vesoljno cerkev. Po vsem svetu je naklanjaj mir in edinostjo varuj in vodi. Darujemo jih združeni s Tvojim služabnikom, našim papežem Leonom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi pravovernimi, ki si prizadevajo za katoliško in apostolsko vero. Spomni se, Gospod, naših živih bratov in sester, vseh živih faranov naše župnije, ki ti jih danes posebej priporočamo, in vseh, ki so tukaj zbrani. Njihovo vernost in danost poznaš. Zanje ti darujemo in tudi oni darujejo to hvalno daritev zase in za vse svoje, za odrešenje, srečo in blagor. Svoje prošnje in darove prinašajo tebi, večnemu, živemu in pravemu Bogu. V občestvu z vso cerkvijo praznujemo sveto veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus stal od mrtvih. Spominjamo se tudi vseh tvojih svetih. Slavimo najprej častitljivo vedno Devico Marijo, mater našega Boga in Gospoda Jezusa Kristusa, njenega moža svetega Jožefa, svete apostole in mučence Petra in Pavla, Andreja in vse svetnike. Po njihovem zasluženju in prošnjah nas vedno povsod varuj in brani. Sprejmi torej milostno, Gospod naš Bog, to daritev svojih služabnikov in vse družine. Darujemo jih tudi za tiste, ki si jih pri krstu prerodil iz vode in svetega duha in jim odpustil vse grehe.
Vodi naše dneve v svojem miru, reši nas večnega pogubljenja in pridruži nas svojim izvoljenim. Blagoslovi in sprejmi, o Bog, to daritev, naj bo duhovna in tebe vredna, da nam postane telo in kri tvojega ljubljenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Tisti večer pred svojim trpljenjem je vzel Jezus kruh v svoje svete in častitljive roke, se ozrl v nebo k tebi, Bogu svojemu vsemogočnemu Očetu, te počastil in zahvalil, kruh razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel svoje svete in častitljive roke tudi ta veličastni kelih, te počastil in zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Poznanjamo Gospoda in tvoje vstajanje slavimo, dokler ne prideš slavi. Dobri Oče, zato mi, tvoji služabniki in tvoje sveto ljudstvo, obhajamo spomin od rešilnega trpljenja, vstajanja od mrtvih, slavnega v nebohoda Kristusa, tvojega Sina, našega Gospoda. Tvojemu neskončnemu veličastvu darujemo od tvojih darov čisto, sveto in brezmadežno žrtev, sveti kruh večnega življenja in kelih nemiljivega zveličanja. Milostno in dobrotno poglej na te darove in jih sprejmi, kakor si sprejel darove svojega služabnika, pravičnega Abela, našega očeta Abrahama, ter sveto in čisto daritev svojega velikega duhovnika Melkizedeka. Vsemogočni Bog, ponižno te prosimo, naj te darove tvoj sveti angel prinese na nebeški oltar pred tvoje božje veličanstvo, da bomo vsi, ki od tega oltarja prejmemo presveto telo in kri tvojega Sina, polni milosti in vsega nebeškega blagoslova. Spomni se, Gospod, tudi naših bratov in sester, ki so odšli pred nami v večnost z namenjem vere in počivajo v miru. Danes se posebej spominja pokojne Ide, Franca in Tine Jakopič in pokojne Majde Čučnik, vseh ranjenih župljanov in vseh, ki so umrli v tvoji milosti. Prosimo te, podevi tem in vsem umrlim v Kristusu življenje, luč in mir. Tudi nam, svojim grešnim služabnikom, ki zaupamo v tvoje neskončno usmiljenje, daj milostno delež v družbi svojih svetih apostolov in mučencev, Janeza, Štefana, Matija, Barnaba in vseh svetnikov. Sprejmi nas v njihovo družbo, ne po našem zasluženju, ampak po svojem usmiljenju. Vse to prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem ti, o Bog, nenehoma vse te dobrine ustvarjaš in posvečuješ, oživljaš, blagoslavljaš in nam deliš. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne odpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. Pa ne samo, da ga prosimo zase, ampak ga podelimo tudi tistim, ki so nam najbližji, s stiskom roke ali na podoben način. Mir z vami.
To je jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Sveti Bog, nasjetil si nas hrano velikonočnih skrivnosti, daj nam duha svoje ljubezni, da bomo po tvoji dobroti vsi enega srca, po Kristusu našem Gospodu. Naj vam ob koncu te svete daritve res voščam iskreno mirne, vesele, predvsem pa doživite velikonočne praznike. Ne samo pri polni mizi, ampak pri polnem srcu. To je tisto, kar ostane tudi potem, ko vso hrano že pojemo. Namreč, če sporočilo velike noči, da je Jezus vstal, da na nek način nam je odprl vrata do nebes, če to res sprejmemo za res, potem nismo omejeni s časovno, dokdaj bomo praznovali, kajti praznovali bomo do konca življenja. Res doživite, milosti polne praznike vam želim, predvsem pa ponesite te lepe želje tudi vašim domačim, zlasti vsem bolnim, ostarelim, ki bi radi bili tukaj z nami, pa ne morajo biti. Jutri zjutraj bo vstajenska sveta maša in procesija ob 6:30, potem so sveta maša še ob 8:30, ob 10, ob 11:30 ter zvečer ob 19. Lepo vabljeni k sveti maši, da res pokažemo, kaj je tisto bistveno, najbolj potrebno za naše življenje. Naj nas ob koncu te daritve spremlja še Božji blagoslov. Gospod z vami. Naj vas danes na sveto veliko noč blagoslovi vsemogočni Bog in vas obvaruje vsakega greha. Po vstajenju svojega edinorojenega Sina naj Bog prenavlja za večno življenje, naj vas osreči tudi z darom nesmrtnosti. Po končanih dneh Kristusovega trpljenja doživljamo veselje velike nedelje. Bog vam daj, da bi nekoč v večnem veselju srečni obhajali neminljivo veliko noč. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru, aleluja, aleluja.